Pozdravljeni v imenu NUK-a, posebej bo pozdravil potem še Marjan in v imenu Zavoda Škratlc, izdajatelja projekta Cankar v stripu. To je poleg tega, da smo letos v letu stoletnice Cankarjeve smrti drugi vzrok za današnje srečanje. Na moji desni in levi oziroma na moji desni je Matic Kocijančič, ki je bil pisec spremne besede pri Hlapcu Jerneju in njegovi pravici. Na moji levi filozof Mladen Dolar, najbrž mi ga ni treba kaj posebej predstavljati, on je napisal spremno besedo Hlapcem. In na skrajni levi, ki jo sicer si ti hotel imeti, no, ampak boš bolj na sredinski levi, je Marjan Rupert, on je vodja rokopisnega oddelka NUK-a, ki nas danes tu gosti in seveda na nek način tudi varuh Cankarjeve dediščine, kolikor jo je seveda za njim ostalo, nekaj o tem bomo pa rekli tudi danes. Moje ime pa je Ženja Lajler, jaz sem bila pa urednica te izdaje in napisala sem spremno besedo k izdaji Moje življenje. Za začetek mogoče eno tako novinarsko poročilo o 2 mesecih Cankarjevega življenja izpred 100 let in sicer 4. oktobra leta 1918 se Cankar nastane na Kongresnem trgu številka 5, mislim, da je tudi danes to spet Kongresni trg številka 5, pri gospodini Luizi Ravnikar. Njegova soba je bila, če gledamo iz Ljubljanice, v prvem nadstropju, iz Kongresnega trga pa se je šlo z njo skozi pritličje. Nekega neidentificiranega večera med 24. in 27. oktobrom, se pravi dobrih 20 dni zatem, se je Cankar, kot več ali manj vsak dan, vračal iz gostilne Štrukelj. Ta pa je bila na vogalu takratnega hotela Štrukelj, pozneje hotela Turist in danes City hotela, kjer je bil nahranjen od jeseni 1917. Po pričevanju pisatelja Juša Kozaka naj bil Cankar v tem nekem večeru med 24. in 27. družbo zaprosil, da ga nekdo pospremi domov, vendar ne le do vrat hiše, ampak prav do stanovanjskih vrat in sicer tako, da ga celo odnese po stopnicah. Tako priča pač pisatelj Kozak v svojem zapisu, mislim, da v Ljubljanskem zvonu iz leta 1939. To se očitno ni zgodilo, kot si vemo, je Cankar tega večera padel z glavo naprej po stopnicah, ki so vodila navzdol v zaprto dvorišče. Imel sicer hudo poškodbo glave, za katero pa se sam ni zmenil, je pa zanj poskrbela njegova takratna zaročenka Milena Rorman, ki ga je dala prepeljati na svoj dom na Šentpetrski, to je danes Trubarjevi ulici. V noči z 28. na 29. oktober se je Cankarju zelo poslabšalo zdravstveno stanje, zato so poklicali njegovega prijatelja in zdravnika Alojza Kragarja, čigar prva diagnoza je bila, da ima Cankar počeno lobanjo, zato ga je dal nemudoma pripeljati v kirurški oddelek v ljubljansko deželno bolnišnico. 29. oktobra 1918 je bila razglašena ustanovitev države Slovencev, Hrvatov in Srbov. 18. novembra so Cankarja odpustili iz bolnišnice kot ozdravljenega, vendar se je že čez teden dni, to je bilo 25. novembra, njegovo stanje spet poslabšalo. Ponovno so ga sprejeli v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima gnitje pljuč in jetiko. Kragar je sicer tej diagnozi kasneje nasprotoval in je menil, da je bil Cankar enostavno splošno že popolnoma izčrpan, oslabljen in da mu je odpovedovalo tudi srce. 1. decembra, medtem ko Cankar leži v bolnišnici, je bila razglašena kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. In 11. decembra ob 1. uri zjutraj in 15 minut je umrl na internem oddelku ljubljanske bolnišnice. Še isti dan so ga prepeljali v Narodni dom, ga položili na mrtvaški oder, te fotografije poznamo, posnel jih je Fran Vesel in v takratnem dnevnem časopisju Cankarjeva smrt nekako ni prav posebej odmevala, v primerjavi s tem pa so se v Narodni dom začele zgrinjati množice ljudi. Pogreb je bil 13. decembra 18,
kot vemo iz fotografij in poročil, je bil ta pogreb veličasten. Stroške je prvič v zgodovini poravnala Narodna vlada za Slovenijo. Pokopan je bil v družinsko grobnico Rormanovih, tudi Milena Rorman je potem, kot vemo, pozneje plačala grob Moderne, kamor je bil Cankar prekopan skupaj s Ketejem in Murnom. In znano iz tega dogodka je še to, da ljubljanski župan Ivan Tavčar, pri komor je sicer Cankar kot gimnazijec takratne realke večkrat kosil, ni izdal običajnega oklica meščanom naj izobesijo žalne razstave, kar so mu Ljubljančani precej zamerili. Ta dolg uvod želi povedati dvoje. Da so se od Cankarjeva usodnega padca do njegove smrti Slovenci iz Avstro-Ogrske monarhije preselili v državo Slovencev, Hrvatov in Srbov in iz te v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Zadnji Cankarjev nastop je bil 5. septembra tistega leta na učiteljskem protestnem zboru in njegov zadnji ohranjeni rokopis, če imam prav, je 24. oktobra tega leta in gre za osmrtnico Vinku Budinku. Ne vemo, kakšen odnos je imel Cankar do novo nastalih državnih tvorb. Drugo, kar je bistvenejše in za današnji pogovor, tudi kot uvod, pa je naslednjo. Velike vojne je bilo konec, politični zemljevid je začel doživljati burne spremembe in to gotovo ni bil čas, ki bi bil naklonjen zavarovanju Cankarjeve dediščine. Kaj se je torej z njo zgodilo od trenutka, ko Cankarja pokopljajo? Zelo zanimivo. Dobro večer, dovolite, da še jaz povabim tukaj poslušanju v tej naši rokopisni zbirki, kjer hranimo dejansko zelo velik Cankarjeve zapuščine. Zanimivo, da so jo začeli zbirati že zelo kmalu po njegovi smrti. No in tukaj imamo en tak popis, ki je šel enkrat v reviji, slavistični reviji leta 1969. Pripravil ga je tedanji vodja rokopisne zbirke, kasneje še ravnatelj Branko Berčič. Moram povedati, da od tistega časa, od leta 1969 naprej, so se samo še drobci Cankarjeve zapuščine pojavili v rokopisni zbirki. Tudi nasplošno tega ni bilo več. Namreč že njegovi sodobniki so se zelo dobro zavedali, za kakšen format pisca gre. Se pravi, da gre za res enega največjih slovenskih književnih ustvarjalcev in so praktično vse drobce od osmrtnic do različnih rokopisnih drobcev, seveda rokopisov njegovih novel, so začeli zbirati že za njegovega življenja. Eden takih najpomembnejših zbiralcev je bil, kot si že omenila, Fran Vesel, ta fotograf, ki je tudi bil njegov dolgoletni prijatelj. Tukaj sem pripravil tudi za tiste, ki boste imeli kasneje malo časa, nekaj gradiva in med njimi, kot da bi se zmenila, je tudi nekaj fotografij Frana Vesela. Fran Vesel je Cankarja obiskal že leta 1907 na Dunaju, ravno v Lindauer Gasse, kjer je živel v Ottakringu pri družini Löffler. No in tam sta potem prišla z Župančičem, Fran Vesel je postavil eno tako draperijo zadnji, pred nos je postavil Cankar in nastala ena taka zanimiva serija fotografij, ki kažejo Cankarja v tistem, bi rekel, najbolj plodnem pisateljskem obdobju. Kasneje je nastalo še kup fotografij, med njimi zadnja, tista, ki je nastala na dan, preden se je Cankar odpravil v Judenburg v vojsko. Tudi to sem pripravil potem. Seveda v precej drugačnem letargičnem razpoloženju, kot da bi vedel, kaj ga čaka, seveda. No, in ta zapuščina je seveda zelo velika, moram povedati. Namreč praktično ogromno teh rokopisov se je izbralo, veliko stvari so kasneje dobili iz različnih teh tiskarskih hiš, iz tiskaran, od založnikov seveda, Moram pa povedati, da je Cankar pač tak bojem, tako rekoča, in prekarc pisateljski, če ga tako imenujemo, je zanimivo naslednja zgodba, mogoče. Pri Pfeifferjevih na Rožniku, ga je vprašala gospodinja, rekla, Ivan, koliko pa ti plačujejo tam pred domu in svetu za tvoje novele? Pa rekel, tako 30 kron dobim približno zanje. Pa rekla, veš kaj, ti dam jaz 30 kron, pa mi prodaj te stvari. Rekel, ni problema. In je dal. V teh pričevanjih, nekaj imam tudi tukaj pred sabo, ki so bila potem recimo ob letnicah Cankarjeve smrti izdane, recimo v različnih revijah. Tukaj imam pa še dve knjižni objavi o obiskih pri Cankarju, pa teli njegovi sodobniki, predvsem študenti, ki so ga hodili množično obiskovati na Rožnik, pišejo, kako je Cankar hranil te rokopise kar v enem namiznem predalu,
v gostilni na Rožniku, v tisti kredenci, in potem te radovedni študenti so hodili pač gledati noter, kaj piše trenutno, malo so prebrali tisti rokopis, pa vrnili te stvari nazaj. Kaj je verjetno tudi zginil, no? Kar se tega tiče. Ampak kakorkoli že, teh rokopisov so predvsem njegovi znanci, prijatelji ogromno ohranili. Predvsem seveda njegovi sorodniki, kar se tiče tudi njegove korespondence pisama, se pravi Karlo Cankar, njegov brat, Izidor Cankar, njegov bratranec, Alojz Krajger kot sodobnik, in seveda njegov dober prijatelj in zaščitnik. In potem moram povedati, da je kasneje se izbrali pa res samo še nekaj drobcev. Zadnja zadeva, ki smo jo pa v rokopisni zbirki kupili, je pa tale tukaj, to je pa letošnji pridelek, lahko rečem. In sicer to je pa ena knjiga s posvetilom, namreč tudi take stvari hranimo pri nas. V rokopisni zbirki imamo posebno zbirko teh knjig s posvetili in tukaj imamo eno posvetilo, ki ga je leta 1903 napisal Ivan Cankar na Dunaju prijateljici in igralki Mimi Mariji Reisnerjevi, tudi v zbranih delih so tri pisma, njegova objavljena njej. No, ona je bila igralka, ki je igrala v prvi predstavi Jakoba Rude, takrat, ko so izvajali v Ljubljani. No, pa vendar, ko sem bila v Slovenskem gledališkem inštitutu, so mi iz nekega malega predalčka pokazali en delček pipe, ki ne bi pripadal Cankarju. Cankar je kadil sicer cigarete, ne pip. Vemo, da je kakšen delež imamo njegovih rokopisov, kaj pa njegova ta materialna druga dediščina, njegovi osebni predmeti. No, jaz tukaj sem pripravil tudi, kot da bi se zmenila. Spet. Mogoče pa sva se. Mogoče pa res. V glavnem bi rekel, mogoče edini avtentični, pa še to malce dvom, jaz ne vem, no, je to res. V glavnem to je zlatnik, ki ga hranimo pri nas, ki je prišel leta 1948 v rokopisno zbirko, prinesel naj bi ga pa Izidor Cankar. Moram reči, da jaz osebno, meni se zdi zelo čuden, da je Cankar, ki je vse honorarje sproti zapravil, kot vemo, da bi ta zlatnik pa hranil, ampak recimo verjemimo Izidorju Cankarju, da je to res. Se pravi, to ne je tisti edini materialni dokaz. S kolegi iz mestnega muzeja smo potem iskali prav za te razstave, ki bodo v letošnjem letu, tudi njegove materialne ostanke. Nažalost, moramo reči, da tudi te stvari, ki jih hranijo v Cankarjevi sobi na Rožniku, kot njegovi spominski sobi, da ne vemo natančno, a je to res, da gre za njegove zadeve. A lahko dobim malo vode, lepo prosim? Ja, izvoli. Koliko je res, da ne bi Cankar zapustil 2 oporoki? No, tudi to moram reči, da sem se pripravil, da odgovorim na to vprašanje. To se pa nisva zmenila. Čeprav se nisva zmenila. Pred sabo imam spise o zapuščinski razpravi, ki je bila najprej leta 1918, po njegovi smrti, kmalu, oziroma 1919 verjetno, 28. januarja 1919 je bila. No, in tukaj vse piše, v bistvu te zadeve, umrl je brez oporoke, tukaj je tako navedeno, in tisto, kar je zelo zanimivo, ampak zelo značilno za Cankarja in seveda popolnoma neznačilno za Slovence, bil je popolnoma brez premoženja. Če beremo recimo tele obiske Izidorja Cankarja, tam, ko ga je obiskal na Rožniku, nekako govori, da je imel ene omarce tam, pa da je noter hranil ene knjige, pa tako naprej, ampak kot vemo, se je potem leta 17 skregal, pač z Rožnika je moral iti, kar je bila seveda njegova velika travma, ker se je zamenjalo lastništvo. Ta Mici, Marija Pfeifferjeva, njegova prejšnja gospodinja, se je preselila in pač Rožnik je prevzela njena hčerka in njen mož. Te so takoj izstavili Cankarju račun, mislim, da je bil okoli 3000 kron, kolikor sam govori v enem pismu Rormanovi, in seveda on je potem razočaran, zanimiv prišel v Ljubljano in Josip Puntar, govori, on je bil takrat študent v Ljubljani, govori, kako sta se srečala tistega večera v Unionu in enostavno Cankar je potem prišel k njemu živeti v njegovo študentsko sobo in tam ostal skoraj leto dni, dokler se ni Puntar odpravil v Trst domov. Tako je izgledalo Cankarjevo življenje. Popoln bojem, tako rekoč brezdomec, ki je iskal stanovanje
In v bistvu se je samo dvakrat nekje verjetno počutil doma. Ne? Ta dom njegov, ta Cankarjevina, ne, kot si že samo opisala v tisti spremni študiji, je bila seveda ena grozna mizerija. Ne? Sprav, tista koliba, kjer je bil rojen, kjer so živeli, je pogorela. Kasneje so se pa, in tega verjetno danes ne moramo tako razumeti, so se Cankarji izselili ne iz stanovanja v stanovanje, ampak dobesedno iz hleva v hlev tam na Vrhniki. Ne? In Cankar, kot tudi sam piše, se je v bistvu dvakrat samo v domu v svojem življenju. Prvič je bilo tam na Lindauer Gasse, na Dunaju, v Ottakringu, drugič pa potem na Rožniku. Ne? Tako, da se je čutil doma, da je čutil tisto varnost in ta dom. Ampak jasno, kot popoln bojem, pač ni znal tega zadržati, tako rekoč. Ok, toliko za enkrat. Marjan je omenil, da Cankar ni znal z denarjem. Znano je, da je bil poleg pisateljice Zofke Kveder prvi slovenski pisatelj, ki bi lahko živel od pisanja, oziroma je živel, lahko bi pa živel bolje kot je, če bi znal z denarjem rokovati. Morda bi psihoanaliza, ne le teoretska, pravzaprav znala kaj potegniti od te njegove revščine mladostne, zakaj ni znal z denarjem, oziroma kakšen odnos je sploh imel do materialne dediščine, očitno nikakršen, ker za njim tako rekoč razen rokopisov ni ostalo nič. No, ampak ta Cankarjeva pisma, ki pa so v veliki količini ohranjena, so pa tudi v tem denarnem smislu zelo, zelo zanimiva. Tisti, ki ste jih brali, veste, da je ne samo svojemu največjemu oziroma najbolj zvestemu založniku Šventnarju ves čas prosil ga je za denar, rotil ga je za denar, moledoval ga je za denar, celo zahteval je denar, pošli mi že, zakaj mi še nisi in tako naprej. Enako je bilo tudi za znanci in prijatelji in eno prav posebno podobno zvezo s tem pa ima tudi tvoj dedek, klasični filolog in profesor Anton Dolar, leto starejši je bil od Cankarja. Pa začniva s to zgodbo. To pa mislim, to se pa nisva skoraj zmenila. Mislim pa, da bo zanimiva in še neznana. Ne vem, kaj ne rečem. V času Jugoslavije nekoč je bil roman Bore Čosića Uloga moje porodice v svetskoj revoluciji, je bil zelo uspešen. To je malo vloga moje družine v slovenski literaturi, tako rekoč. Cankar in moj ded sta se poznala iz študentskih let na Dunaju. Cankar ni študiral kaj dosti, ampak je študiral iz velike knjige življenja v Ottakringu. Moj ded je pa kao malo bolj resno študiral, doktoriral iz klasične filologije in potem preživel svoj vek kot profesor grščine in latinščine, najprej v gimnaziji v Celju, potem v Mariboru. In ohranjajo torej korespondenca s Cankarjem. Vidimo, da ga je Cankar pač... V korespondenciji je več zanimivih stvari in če mogoče najprej izpostavim stvar, ki je dejansko najbolj zanimiva ali najbolj vredna spomina, namreč, da je bil moj ded leta 1910 tako rekoč edini, ki je napisal pozitivno kritiko Hlapcev. Takrat, ko so išli Hlapci pri Šventnarju, se je po Cankarju vsulo, zlasti iz teh klerikalnih logov, nihče mu ni zares stopil v bran in Cankar mu pravi v pismu: Veseli me, da sem vendarle enkrat bral krščanski referat o svoji knjigi. V februarja 1910 v Ljubljanskem Zvonu je šla ta kritika. Ampak če pogledamo ostalo korespondenco, se sukalo okoli tega, da je pač Cankar fehtal za denar in leta 1908 je prosil mojega deda, zdaj se bo pa poročil, ker je že 5 let zaročen in zdaj nujno rabi 1000 kron. Takrat je bil moj ded še v Celju in pravi, tam je celjska posojilnica, pa imaš ti tam neke zveze, pa bi lahko šel v zaporok in tako naprej. In vse to se je zapletlo, celjska posojilnica ni hotela tega posojila dati, kot pravi moj ded, je hotela obvarovati poroke Škode. Celjska posojilnica ni imela iluzijo o tem, kaj je s Cankarjem, moj ded jih je pa imel. Ampak potem, ko ni hotela dati celjska posojilnica, je vendarle nekako tržaška posojilnica dala teh 1000 kron in do takrat ni bil samo moj ded porok, ampak so bili 3 poroki in Cankar seveda tega dolga ni vračal in je moral moj ded vsak mesec pač odšteti
za ta dolg, za katerega je šel kot porok, in rad bi prebral, mogoče kar v celoti, zadnje pismo mojega deda Cankarja, ki se mi zdi, da je v vsakem pogledu izjemno, v mnogih pogledih izjemno. Pravi moj ded takole: Dragi mi, spet je bil prvi in tedaj se z bridkostjo vedno spominjam svojega največjega nebogljenca, za katerega plačujem mesec za mesecem po 10 kron, pa vendar nikdar noče biti konca. Veru mi, človek se zelo, zelo naveliča tega plačevanja, ko ima svojih izdatkov čez mero. Povej mi, ali res od tistega časa, ko si dolg lepo zvalil na naša ramena, nisi plačal niti vinarja več. Vse dobro volje bi bil lahko pokazal, pa kdaj odrili kak desetak. Pomisli, ko bi bili celjski advokatje res dovolili na moje edino poroštvo 1000 kron, kakor si zahteval, celo svoje življenje bi moral jaz za tebe plačevati. Zato pa Bog jih še dolgo, dolgo ohrani v svoji milosti, po smrti pa jim daj sedež poleg najlepših devic, namreč celjskim advokatom. Odkot mojemu dedu ta ideja, da se najlepše device nahajajo v krščanskem raju, a ni to islamska ideja nekam? Dobro, berem naprej. No. V Trstu blizu vode pa jim je menda tudi pamet zvodenela. Tam so podali to posojilo. No. Dragi, veš pa tudi, da imam še eno veliko žalost s teboj, kolikorkrat so me že drezali in opominjali iz celjske tiskarne, kaj je s tistimi 150 kronami, ki jih je dobil, oni ne pridi prav, zahteval jih je telegrafično, svojo obljubo pa izpolnjuje pa polževo. Izdam ti tudi lahko, da sem jaz predlagal takrat za tebe 200 kron in zopet je bil neki celjski advokat, Bog mu daj še dolgo živeti, ki je vsaj 50 kron odbil. Na mojo takratno veliko nevoljo. Oko bi bil sploh celo prošno raje v koš vrgu. Lahko me verjameš, da si me izmodril in da od zdaj ne podpišem in tudi ne verjamem nobenemu hudiču, najmanj pa umetniku. Zdaj pride pa še finale. Zdi se mi, da mi je zopet nekoliko lažje, ko sem si dal na tem potrpežljivem papirju nekoliko duška. Posebno pa, če me še ti zopet lepo potolažiš, češ da boš že dal in ono zbirko uredil. Vsaj na zbirko misli. Napiši uvod pa kakšni 2 izvirni povesti in jaz ti jamčim, da še nekaj iztisneš od celjskih advokatov, ki se jim do kolena klanja, tebe pa žalostnim srcem pozdravlja dr. Anton Dolar, profesor Marko. To je bilo kjerga leta? 1912. Zaradi tega, ker vemo pa to, da je 2 jesenska meseca leta 1909 Cankar preživel kot gost sarajevskega nadškofa Josipa Štadlerja, čigar tajnik je bil pisatelj brat Karel, in da se je že takrat odločil, da se ne bo vrnil na Dunaj, pa tudi, da se ne bo poročil za Štefko Leflerjevo, torej hčero svoje gospodinje. Torej bila to le malce laž, da rabi za poroko. Tako je. Jaz bi sam še eno stvar dodal, mislim, nekako v teh prostorih moram omeniti svojega očeta, katerega duh ne mara še vedno nekako hodi naokoli po teh prostorih. Oče piše v svojih spominih, da je Cankar dejansko prišel še kasneje, zatem precej ostro pikrim pismom, je prišel v Maribor, dobil se z Glazerjem in prišel je na obisk domov, k nam domov, tako rekoč. Skratka, moj oče je bil še človek, ki je sedel na Cankarjevih kolenih. Jaz sem tisto, kot se reče v Ameriki, one handshake away od Cankarja. No, če gremo nazaj v Sarajevo, znano pa je, da je v Sarajevo začel pisati Hlapce, torej svojo najpomembnejšo dramo in najbrž tudi, kot tudi sam pišeš, najbolj reprezentativno dramo slovenske dramatike. Išla je leta 1910, uprizorjena pa, kot vemo, je bila lahko šele po njegovi smrti 1919 v Trstu. Akademik Janko Kos, protagonista Hlapcev, torej učitelja Jermana, postavi v vrsto tistih literarnih likov in osebnosti od Antigone naprej, ki jih imenuje nekonformiste in za katere je značilno, da se svojimi dejanji ne bojujejo za oblast, ampak proti oblasti. Se bi s tem lahko strinjal oziroma pokomentiral? Ja,
Jerman zagotovo se v nekem trenutku, ko pride do tega splošnega obračanja po vetru, po volitvah in ko nenadoma vsi pozabijo na svoje včerajšnje prepričanje, so pripravljeni tako ali drugače prilagoditi, laskati novim oblastem. Jerman eden od tistih, ki se mu to do kraja upira, ki tega ne more storiti in ki skuša v skladu s svojimi prepričanji prav v tem času pač delovati, nadaljevati za to sicer jalovo ali brezupno zgodbo, kako iz hlapcev napraviti ljudi. In to zgodba pač te drame z kulminacijo v 4. dejanju, v tem zborovanju. In zdaj se več stvari je treba o tem povedati. No? In dobro, če začnem, mislil sem nekaj druge začeti, ampak lahko začnem tudi tukaj, da ob Jermanu dve stvari. Mislim, kaj je njegovo upanje? S kakšno predpostavko se loti sploh tega zborovanja? V nekem trenutku pravi, vsi ti ljudje se pač ves čas se prilegajajo za to, da bi preživeli za kruh, so se pripravljeni udinjati oblasti, pokorščina za kruh, ampak vendarle pravi, kaj misliš, ali ni vsa ta pijanost množice le zunanja, da se jih drži tako rekoč le na sukni, kvečemu še na jeziku, da so pod sukno ljudje po božji podobi ustvarjeni in da bodo poslušali človeka, pa če tudi ne pojdejo za njim. Spravi, njegovo upanje je, res je, da so ljudje navzven prilagajajo, se pripravljeni prilagoditi vsaki oblasti, menjavati prepričanja, ampak po to suknjo so vendarle ljudje in poslušali bodo človeka. Ne? Spravi, njegovo upanje je v tem, da je med zunanjim obnašanjem, zunanjo prilagodljivostjo in srcem nek razmik. In da je v ta razmik mogoče poseči in ravno odtot začeti svoje delovanje. In to, kar ga zvuči, to zborovanje je, da tega razmika ni. Klapci navzven, klapci navznoter. Vsa ta zunanja prilagodljivost pomeni, da jih hlapčuje tudi njihovo srce. In da je bila ta cela njegovo upanje, edino upanje, ki ga je imel, špranja med zunanjim obnašanjem in notranjim prepričanjem, notranjim srcem, da je bila za mano. In druga stvar, ki jo treba povedati ob Jermanu kot junaku, ki je pravzaprav še veliko bolj kočljiva ali nenavadna, je ta, da se hlapci ne začnejo z pričakovanjem volilnih rezultatov, začnejo se z enim kratkim intimnim prizorom, ko se Jerman razide z svojo zaročenko, z Anko. Zakaj se razide? Pravi, tebi pristoji metulji ples, jaz sem pa preneroden zanj, jaz sem kmet staroverski, moje srce je težko. Kaj to pomeni? Da preden Jerman zaide v kakršenkoli socialni konflikt, preden pride sploh do teh volilnih rezultatov in tako naprej, je junak, ki je notranje blokiran in zlomljen. Začne kot notranje blokiran in zlomljen. Začne kot junak, ki je v sebi globoko ranjen. In vse to njegovo socialno delovanje je nazadnje vedno na ozadju tega, da pravzaprav sam naprej ve, da bo propadel, da se ga drži nek narcizem izgubljene stvari in bolj ko je ta stvar izgubljena, bolj ko ve, da bo propadel, bolj bo potrdil svojo avtentičnost in svojo rano. Je človek, ki na določen način ljubi svojo rano bolj kot svoje socialno poslanstvo. In v tem je na nek način Jermanova paradigma. Mislim, ne v tem, da je upornik zoper oblast, seveda, pogumno se postavi v nekem trenutku, ampak postavi se pogumno zoper oblast na podlagi tega, da je že od začetka notranji blokiran in zlomljen. In da obstoji nek narcizem v tem. Narcizem tega, da bomo zares avtentični, če se ne bomo dali aktivizmu, ali če ne bomo preveč upanj polagali v aktivizem, aktivizem bo tako vodil v polom. In polom samo potrdil našo avtentičnost. In v tem je nevarnost te Jermanove paradigme. Mislim,
težko vidimo Jermana samo kot junaka. Mislim, dejansko daje neko paradigmo, neko fatalno paradigmo slovenstva. Koliko je Jerman v tem trenutku posnetek Cankarja, glede na njegove izkušnje, ki jih je imel seveda s svojim direktnim političnim angažmajem, ko kandidira leta 1907 in pogori? Gotovo je bila tudi Cankarjeva zelo bridka izkušnja. To, da je kandidiral za socialdemokratsko stranko, da je kandidiral za skrajno levico, pač v tistih razmerih in da niso uspeli, ta stranka ni uspela ne na deželni, ne na državni ravni dobiti sedežev, pa ni uspela dobiti sedežev niti ne toliko, da bi imela premalo glasov, ampak zaradi dejansko zelo ukrivljenega volilnega sistema. In gotovo je Cankarja ta osebna izkušnja vodila pri tem, ko se je lotil Hlapcev. In na določen način, če rečemo, cankarjanska paradigma. Mislim, da je veliko Cankarjev v Jermanu, da če gledamo tudi vse njegove spise pred tem, preden se je lotil svojega političnega delovanja, spreminjanja in tako naprej, tudi Cankar je tisti, ki ljubi svojo rano. Začne tako, da ljubi svojo rano. Nekdo, ki je sam notranje blokiran in reče v lepi vidi, ker vse je misel in dejanje nič. Okay. Pa malo na širšo dimenzijo. Preden so Hlapci išli, tudi sam pišeš o tem, je Cankar pisal Šventnarju, citiram, naredil sem veren portret naših sedanjih nad vse umazanih političnih razmer, če pride na oder, bodo tolili in priti mora. Cankar tega ni doživel, kot vemo. Njegov pomen za slovensko literaturo in kulturo nasploh je gotovo tudi, ali pa celo na nek način predvsem tem, da je Slovencem artikuliral njihov kulturni, politični in splošno družbeni takratni tukaj in zdaj. Zdaj me zanima, koliko so Hlapci danes še blizu tega portreta nad vse umazanih političnih razmer, a jih lahko samo preslikamo in je to, ne? Oziroma, mogoče greva lahko skozi to vprašanje, skozi zadnjo prizoritev Cankarjevih Hlapcev v drami, režiserja Janeza Pipana. Če se da prideti tukaj skozi noter na to vprašanje, koliko so Hlapci odsev teh razmer tudi danes? Hlapci, jaz mislim, da imajo Hlapci kar nekaj različnih dimenzij v sebi, da nima ene preproste resnice, da je treba več vhodov v Hlapce poskusiti najdeti. In en prvi vhod je zanesljivo farsa prvih dveh dejanj, se pravi način, kako so vsi po volitvah nenadoma pripravljeni pozabiti na svoje prepričanje, se prilagoditi. In to je farsa, ki jo gledamo malo pri vseh volitvah še danes, kako zlahka se toliko ljudi usmerja sem ali tja. Zdi se mi pa, da smo najbolj masivno to farso lahko gledali v času slovenske osamosvojitve, ko nenadoma tolikšen del populacije zajela množična amnezija glede svoje participacije na zdaj osovraženi prejšnji oblasti. Kar naenkrat so bili vsi demokrati, ki jim je že od nekdaj bilo srce za demokracijo, kapitalizem, samostojno Slovenijo, samo so preklet dobro skrivali prej. Zdaj so pa nenadoma ugotovili, da so že od nekdaj bili to. Mislim, če je bilo kdaj množično sprenevedanje amnezija, potem v 90-ih letih. Mislim, takrat se mi zdi, da so Hlapci, za tisti čas so Hlapci res dali neko masovno paradigmo tega, kar se je zgodilo takoj po osamosvojitvi. Samo Hlapci imajo druge dimenzije in zdi se mi, da se Hlapci dajo določeno teorijo oblasti. In vseeno bi mogoče dva citata dal samo iz Hlapcev, ki se mi zdita na nek način ključna za to Cankarjevo teorijo oblasti. Prvi je ta, kar reče župnik v tretjem dejanju, na sredi igre, v tem ključni konfrontaciji z Jermanom, pravi: prepričanje, naziranje, mišljenje, vira in kolikor še teh besed, ne vprašam vas zanje, kajti ena beseda je, ki je živa in vsem razumljiva, oblast. Žive od vekomaj, vseh besed prva in zadnja. Pokori se, ne upiraj se, je poglavitna zapoved.
Vse drugo je privesek in olepšava. Kdor se ravna po tej zapovedi, mu bodo grehi odpuščeni. Kdor jo prelomi, bo smrti deležen. Spravi, prvi del, ena sama beseda je. In vse besede v navidezni mnogolikosti so pravzaprav sinonimi te ene besede. Ne se slepiti, lahko govorimo o tem drugem prepričanju, o ideologijah, karkoli, lahko rečemo vira, ljubezen, upanje, karkoli, ampak zadaj pomeni to sinonim za to zadnjo poslednjo besedo, ki je beseda oblast. In zrcalno temu župnikovemu tej župnikovi teoriji sinonimije, metafore ene same besede, pravi Hvastija v 5. dejanju, prepričanje kakor smetanja, kaj bi z njo, če mleka ni. Kadar je človek oženjen, ima 3 otrok, obide spoznanje, da je vsaka beseda, bodi še tako lepa in gosposka, le metafora za poglavitno besedo, kruh. Spravi, sta 2 citata, ki sta direktno simetrična. Eden pravi, obstoji ena sama beseda in to je oblast. Drugo je vsa sinonimija. In Hvastija pravi, obstoji ena sama beseda, poslednji referent in to je kruh. Drugo so metafore in sinonimi za to besedo. In točno tu je Cankarjeva teorija oblasti. Izmenjava pokorščine za kruh. Pokorave se oblasti, pa boš nasičen in napojen. Spravi, ta izmenjava enega in drugega, enačaj enega in drugega, sinonimija oblasti in kruha. To je Cankarjeva diagnoza. Neka diagnoza, ki hudiča kot neka osnovna diagnoza nekako zelo drži za pod veliko drugačnimi preoblekami drži za naš čas. In k temu dodajam samo še eno opombo, ki ni v spremni besedi. Namreč po teh Hvastijevih besedah reče Lojska, grenak je ta tvoj evangelij radovoljnega suženstva. In pri besedi radovoljno suženstvo, pri tej sintagmi, takoj zastrišemo z ušesi, namreč veste, da je eden od temeljnih političnih, takšnih izvornih političnih tekstov moderne dobe, tekst, ki je napisal Le Boétie, Le discours de la servitude volontaire, razprava o prostovoljnem suženstvu iz leta 1550. In Cankar ne mara ta uporaba te sintagme pri Cankarju ni naključna, ker preberem samo en stavek iz Le Boétija, prvi razlog, zaradi katerega se ljudje prostovoljno pokoravajo, v tem, da so rojeni kot hlapci in vzgojeni v hlapčevanju. Boétie 1550. Moja teorija je, da je Cankar ta tekst poznal v nemškem prevodu. Pa še so vzporednice. Tudi Le Boétie govori natančno o tej izmenjavi pokorščine za kruh. Bolj z hrano bo oblast nasitila lačna usta. Prej si rekel, da je velik preoblek danes oblasti in kruha, zdaj bi lahko dosti hitro prišla morda tudi preko tvoje trditve, če te citiram, volitve so vsakič, poleg vsega drugega, preizkus človeške integritete, pa tukaj bi zdaj lahko hitro prišla do vprašanja človeške integritete volivcev današnjih v Sloveniji in tega, kar se nam trenutno dogaja, pa bi bilo to mogoče malo že preveč aktualno politično, ker bi bili hitro, vemo pri komu. Pa še eno vprašanje, preden gremo hlapcu Jerneju. V spremni besedi se postavil zanimivo, intrigantno vprašanje, namreč ali so volitve primerna in vredna tema za umetniško delo. Hlapci so seveda dokaz, da so. Tisto, kar pa me zanima, pa je, kako si razlagaš dejstvo, da se Cankarjeva literatura, razen z 2 izjemama, romanoma Martin Kačur in Na klancu, očitno ni zdela primerna in vredna tema za igranice v večerne filme. Mi imamo dejansko posneti po Cankarjevih delih samo 2 filma. Je še obstaja neki TV drame in tako naprej, ampak to so Na klancu in Idealist, ki je narejen po Martinu Kačurju. Mislim, ti se ukvarjaš tudi s filmom, poznaš film, zato te to sprašujem. A je Cankar nefilmičen? Je jezik oziroma oder res pač edini medij uprizoritve? Težko te dogovorim na to vprašanje. No, mislim,
Ta dva filma sta zanimiva in problematična hkrati, no, mislim, ampak zanimiva tudi kažete na to, kako se Cankarja v mnogih pogledih ne sme lotiti. Namreč Cankar je tako dober pisatelj, da zelo ponese njegova retorika, njegova retorična moč. In zelo hitro se znajdemo na robu tega, da bomo imeli neko posneto literaturo, no, se pravi film, ki bo temeljil v bistvu na moči samih njegovih stavkov, replik, ki se bo zanesel na dobro zveneče, na sjajno zveneče, pač neskončno njegovih sjajno zvenečih stavkov in pač ne bo film. Kar pomeni, da je posnet Cankarja zelo težka naloga, se mi zdi, ker je treba iznati nek filmski prijem, nek vizualni, treba imeti neko vizualno invencijo, ki bi lahko temu parirala, da ne bi stvar ostala pač posnete Cankarjeve replike, ki bi temeljila samo na moči njegove besede. Okay. Zdaj gremo po Hlapcu Jerneju in njegovi pravici. V Cankarju v samih Hlapcih ni razširil samo svojega odnosa do politike in oblasti, o čemer smo ravno kar govorili, ampak je razvil tudi zelo kompleksen odnos do krščanstva. Vemo, da je Cankar imel različne etape v svojem odnosu do pač cerkve kot inštitucije in do vere, pa bi me najprej zanimalo, če lahko kaj o tem poveš, kako se je to spreminjalo. Pravzaprav je dobro, mogoče tukaj kar začnemo pri samih Hlapcih. Namreč prvi pravzaprav celovit interpret Cankarjevega opusa, Izidor Cankar, je se ukvarjal s Cankarjevim krščanstvom zelo temeljito prav v predgovoru k zbranim spisom Cankarjevim na mestih, kjer obravnava Hlapce. Ne? Namreč zdaj Izidor Cankar je nekako prvi ponudil to shemo razumevanja Cankarjevega odnosa do pravzaprav politike in religije kot nečesa, kar je na nek zelo edinstven način prepleteno. Ne? Z Izidorjem Cankarjem ni bilo dvoma, da je pravzaprav bil Cankar nek pisatelj, ki je gnal neka revolucionarna, pravzaprav neka revolucionarna vzgib. Kar se je poskušal marsikje rhljati, ampak mislim, da to drži. Obenem pa je poudaril Izidor Cankar, da ta revolucionarnost, da jo zelo težko umestimo v neke sheme razumevanja revolucionarnosti tega prostora in da je bil v bistvu v tem, kako je razumel to revolucionarnost unikaten. Zdaj, in to njegovo, pravzaprav ta njegova tematizacija revolucionarnosti pa je prepletena tudi z nekim povsem edinstvenim razumevanjem religioznosti, ki je na nek način stalno se ukvarja z religioznostjo, ampak se odnos do krščanstva konkretno, pa pravzaprav radikalno spreminja. Izidor Cankar to ponazori z nekim pismom Cankarjevim bratu Karlu, v katerem leta 1900 piše Cankar, da je zanga katoliška vera najhujši sovražnik človeštva. To je njegova fraza. In zdaj, če preskočimo 9 let do skratka tega Cankarjevega obiska pri sarajevskem nadškofu, kjer je njegov brat tajnik. V bistvu se, kakor opisuje to Izidor Cankar, podprto s pričevanjem Karla, zgodi nek nenavaden preobrat v tem odnosu.
ki se odvija postopoma naprej prek nekih izletov v naravo, pogovora z nekim duhovnikom, v bistvu v stvarstvu, o tem, kaj pomeni stvarstvo, kaj pomeni stvarnik. In potem prek iz te izkušnje, neke duhovne izkušnje v naravi do neke želje, pravzaprav brate prosil, da se pravzaprav da mu omogoči pogovore z profesorji teologije. In po enem tednu teh pogovorov v bistvu pros za obhajilo. In to je ob koncu njegovega obiska v Sarajevu, ki je pa seveda od samega začetka do konca obdobje pisanja Hlapcev. In zdaj, če v bistvu vzamemo Hlapce kot neko delo, ki se že od samega začetka razume kot nekaj, kar je vse razbit, to je izjemno zanimiva stvar, da neka drama, ki jo imamo za eno največjih slovenskih literarnih del, da v enem velikem delu svoje recepcije, pravzaprav to delo obravnava kot nekaj, kar je samo delno kvalitetno, in v bistvu, recimo, to paradigmo je mogoče najbolj reprezentativno zastavil Vidmar, ki je Hlapce v vrednotu kot nekaj, kar ima briljantni, ta prvi satirični družbeno-kritični del, in nek povsem nekvaliteten, klišejski del tega osebnega zloma, kakor ga on pomenoval. In že od samega začetka, pravzaprav recepcije Hlapcev, vsi pravzaprav se zavedajo, da se zgodi nek preobrat v tem tekstu, ki ni samo preobrat tega osrednjega lika, Jermana, ampak se pravzaprav zdi, kot da je nek preobrat pisca, in da je preobrat tega teksta v neki drugega, ne spreminja se samo glavni lik, spreminjajo se njegovi antagonisti. Vse začne pravzaprav dobivati neke nove oblike. In v tem smislu je dejansko to zelo zanimivo, mogoče zelo zanimivi biografski podatki za poskus neke tematizacije teh sprememb znotraj teksta kot pravzaprav dejansko nekih duhovnih sprememb Cankarjevih v tem obdobju pisanja. In od tega trenutka, težko seveda, to so neke stvari, ki jih ne moramo povsem natančno umestiti časovno, to pričevanje gotovo je zanimivo. Ključno pa je seveda to, da, kar je nesporno, da je Cankarjev odnos do krščanstva se radikalno spremenil in da je samega sebe pravzaprav razumel kot katoličana od te točke naprej. Zdaj, konkretno tekst, ki se seveda ukvarjal, torej Hlapec, Jernej in... Pomečkam počakaj. Ja. Zdaj bo šla to, ker seveda Hlapec Jernej je bil pa malo prej napisan. Tako je. Kot vemo, je bil napisan v letu njegove kandidature. Sprva ne bi bil to celo neka agitacija. Tako je, to je bil političen tekst, to je bil političen tekst, ki ga kot tazga ni Cankar uporabil in ga je pozneje predelal v literarni tekst. Spet ta tekst je spet fascinanten, tudi če ga pogledamo iz tega zornega kota. Namreč gre za v bistvu tekst, ki je nesporno en najbolj političnih Cankarjevih literarnih besedil. Ivan Prijatelj ga je označil za prepesnitev komunističnega manifesta. Skratka, neka v bistvu tudi celotna tradicija interpretacije tega besedila poudarja to pravzaprav političnost, revolucionarnost te osrednje ideje. In ponovno je tukaj neka zelo zanimiva prisotnost
religioznih elementov, ki je bila sprva seveda v tej recepciji, ki se je ta religiozna dimenzija tega teksta opirala, poskušala to pravzaprav zameti na neko slogovno značilnost. Namreč Hlapec Jernej je Cankarjevo besedilo, ki ima največ, skozi celoten Cankarjev opus srečamo biblične citate, biblične fraze, v Hlapcu Jernejevih je daleč največ. To je delo, ki je s tem vsem prepredeno. V tem smislu zanimivo, imamo spet neko zanimivo pravzaprav mrežo političnega in religioznega. Mislim pa, da ta dimenzija, ta razsežnost niti približno ni samo slogovna, ampak je ključna vsebinska dimenzija tega teksta. Namreč sam Jernej, ta svoj projekt, ki na koncu pripelje do neke revolucionarne akcije, neke destruktivne akcije, pravzaprav snuje kot neko zasledovanje Božje obljube, neke obljube, ki jo prepoznava v novozaveznem sporočilu. In znotraj samega teksta, skozi dialoge, Cankar nakazuje, da gre pri tem njegovem projektu za neko specifično transformacijo. Za neko specifično transformacijo krščanstva, ki ni enaka nekemu pravoverjenemu krščanstvu, ampak gre za neko ampak glavni lik to tako razume, in v bistvu transformira novozavezno sporočilo v neki, kar upravičuje neko pravzaprav nasilno akcijo. Ali pa lahko rečemo radikalno politično akcijo, ki pripelje v končni fazi do nečesa zelo destruktivnega. Ni pa to, zdaj, če recimo vzamemo samega Jerneja in načine, kako lahko to razumemo, bi na nek način lahko sprejeli Bernikovo tezo, da je pravzaprav ta tekst, da skratka vsebuje krščanski slog, da pa je vsebinsko naravnan proti krščanstvu. Kar pa je zdaj problematično pri tej tezi, je pa to, da to ni edino krščanstvo, ki se v tem tekstu pojavlja. Ko pravzaprav Jernej prihaja do teh svojih ne samo nasprotnikov, ampak tudi ljudi, ki jih prosi za pomoč na tej svoji poti, ko zasleduje to svojo pravico, se z njimi spušča v dialog, ki je praviloma pravzaprav teološki. Je prepraševanje odnosa, pravilnega krščanskega odnosa do krivice. In ta, recimo, ekstremen protipol Jernejevi poziciji je pozicija sodnikov, ki predstavljajo nek gotov bistveno bolj prisotno zlorabo krščanstva v našem prostoru, kot je ta Jernejevega tipa. To je v bistvu direktno, skratka, diametralno sprotna uporaba krščanstva v družbenem diskurzu kot nečesa, kar ravno zaradi obljube prihajajoče Božje sodbe deluje kot apologija popolne brezbrižnosti do socialnih krivic. In ponovno Cankar zelo jasno to pri teh sodnikih nakaže in obenem vzpostavi, zdaj kar pa je tretja zanimiva dimenzija tega teksta, da pa ni samo to, ampak sam pripovedni glas, ki ponovno ga odločilno zaznamuje krščanski diskurs, pa pravzaprav nakaže zelo jasno distanco tako od Jernejevega projekta, tako od krščanstva, ki pripelje do nečesa destruktivnega, kot do v bistvu ljudi, ki so mu naredili krivico, do sistema, ki v imenu nekega krščanstva pravzaprav tepta najšibkejše. In to stori skozi neko dikcijo pravzaprav kesanja, pravzaprav
zelo jasno v bistvu krščansko dikcijo, ki se od obeh projektov distancira. Ne. V tem smislu jaz razumem, če vzamemo torej Hlapca Jerneja kot nek tekst, ki napoveduje, ne, to dramo, ta vrh Cankarjevega ustvarjanja, to v bistvu dramo, ta trg religioznega in političnega v Hlapcih, ne, kot neko razgrnitev pravzaprav krščanskih drž do ali pa drž samopredeljenih krščanskih pozicij do ključnih družbenih vprašanj, ki so njega pravzaprav zanimali. Prej je Mladen govoril o Jermanovem paradoksu, ja. Mislim pa, da ti tudi, čeprav tako ne pomenuješ, pravzaprav govoriš o Jernejevem paradoksu. Ja. Zdelo se mi je zanimivo, kjer pravzaprav usmeriš pozornost na to, da v Hlapcu Jerneju pravzaprav ni nič subverzivnega oziroma nič revolucionarnega, glede na interpretacije Hlapca Jerneja, kakršne so bile, kajti on se v bistvu zavzema za nek status quo, se pravi, on se zavzema za status quo, za stanje, kakršno je bilo, dokler ni umrl pač gospodar Siter. Ja. Lahko malo to predstaviš? Ja, spet operiramo z nekim notranje, lahko bi rekel, razbitim tekstom, ne, gotov, ali pa vsaj iz stališča našega razumevanja tega, kaj bi revolucija morala biti in kaj revolucionarnost predstavlja. Gotovo vse v zadnji fazi tega teksta neke revolucionarne ideje pač so v spredju, to je Cankar tudi potrdil, ne, svojim sodobnikom. Zdaj, kar pa je zanimivo, ne, če vzamemo to neko, rečemo temu, marksistično interpretacijo tega teksta, ki poskuša v Jerneju videti predstavnika nekega proletariata, ki se uprene, je pa, da ob pozornem branju tega teksta taka interpretacija dejansko razpade. Ne. Vsaj v tem pač prvem ključnem delu, kjer izvemo, kaj pravzaprav ta krivica, ki se je Jerneju zgodila, je. Ne. Jernej sam je namreč lik, ne, ki pravzaprav izhaja, ne, iz tega, da, kar zvemo seveda iz te njegove govore o tem, kako je izgledalo preteklo stanje na tej domačiji, ne, bil v poziciji gospodarja, ne, celo svoje življenje. Bil s to gospodarja, zdaj seveda v prenesenem pomenu, namreč njemu je bilo to omogočeno zaradi njegovih zaslug na tej domačiji, ne. Očitno v nekem pač posebnem dogovoru z Siterjem očetom. In potem, ko se njemu zgodi ta krivica, ne, njegova dikcija ne spremeni pogleda na to obdobje kot nekaj krivičnega, ampak v bistvu pravzaprav želi samo ponovno vzpostaviti to prvotno stanje. To pomeni, on pravzaprav skratka ne postavil neke paradigme, ki bi kazala neko transformacijo družbe, ne, ampak razume samo svojo vlogo, ne, po tem, ko je bil iz svoje pozicije, bi lahko rekel, odstavljen, ne, kot nekaj krivičnega. Želi torej vrnitev preteklega stanja, ne neko transformacijo družbo v nekaj novega. V tem smislu je pravzaprav v tej svoji akciji, bi lahko rekel, konzervativen. Hlapec Jernej malo spominja na Pridigarja. Lahko bi rekel. Lahko rekli temu. Ja, sicer taka. S to repeticijo stalno in... Tukaj, ja, gotovo do neke dimenzije zdaj, da bi prav to razširil v neko teorijo, bi težko, ampak je pa zanimiva primerjava, se strinjam. Zdaj pa 1 ura naokrog, pa jaz mislim, da bi lahko dali... Ampak lahko preden damo čisto besedo še malo tukaj, se pogovorimo. Zelo zanimivo se mi zdi ta, kako bi rekel, paralela. Na eni strani imamo Hlapce, ne Hlapca Jerneja, na drugi strani ne Hlapca Jermana in na drugi strani Hlapca Jerneja. Že te, kaj s tem, glasovno čista, je zelo lepa paralela, ampak ko sem bral tvoj tekst, Matiček, in sem potem razmišljal o tem, poseben. Ja.
Še slovenska literatura, še malo dlje. Danes sem dal že eno izjavo, Smo že pri slovenski dramatiki. Ja, ob razstavi Damjana Stepančiča, in so me vprašali, kakšna je pa pravzaprav danes vloga, koliko je sploh še aktualen ta tekst Cankarjev. In sem rekel, da je v bistvu tako kot vsi teli in predvsem kot hlapci, je tudi Hlapec vsaj zame eden najbolj aktualnih tekstov. Če čist povzamem, se prav po moje Cankar pač ne govori tukaj o svoji situaciji, ampak je daleč bolj preroški, ko se ga predstavljamo, govori o tranziciji leta 1991. To je pač ena taka teza, malo humorna, ampak če gledamo, o čem govorimo, se pravi, Hlapec tam ne živi v raju, v potu svojega obraza, svojimi rokami, čeprav ni lastnik pač sredstev, proizvodnih in pa kapitala, bom govoril o tej trdi marksistični retoriki, se pravi, on v bistvu ustvarja tisti del, govorimo lahko o socializmu, tako rekoč, ki ga potem, seveda s tem preobratom, se mu potem svet ta zamaje. In ta tranzicija, mislim, da je lahko precej bolj aktualna, kot si jo danes predstavljamo. No? Ja, mislim, zdaj, kaj točno so te politične ideje, ki jih ta Jermanov boj pravzaprav skriva vseb, lahko nekako razbiramo iz dialogov z Sitterjem, kjer pravzaprav se zdi, da gre za nek konflikt med delom, produktivnostjo na eni strani in dedovanjem na drugi strani. Tako da, če bi povezoval s kakšnimi sodobnimi koncepti, bi tukaj verjetno lahko uporabili Pikettyjevo analizo, mogoče bolj zanimivem v mojem odmevu sodobnem. Druge teme, ki jih načne Jernej, so neka recimo občutljivo za pravzaprav stareli, vprašanje, kaj zastarelim delavcem, to se večkrat pojavlja v Hlapcu Jerneju. In to je zanimivo, da v času pravzaprav pisanja tega dela je to bila so bile neke pokojninske ideje, zelo živa tema, in gotov Cankar, ki je bil ravno takrat na političnem parketu, aktiven, je to premišljeval, je prišel direktno v stik s tem premislekom političnim, tako da to se Tukaj dodati mlade. Jaz mogoče dodam sem k Cankarjevem krščanstvu. Mislim, gotovo Cankar spada v neko krščansko prizmo, gleda stvari skozi krščansko obzorje, recimo. In skuša znotraj tega najti eno svojo pot do krščanstva. Zdaj, na drugi strani je ta njegova razumevanje krščanstva popolnoma radikalno razdvojeno. Ker tisto, v čemer pa ne vidi nobene poti, v čemer vidi čisto zlo, pa je katoliška cerkev takšna, kot je delovala takrat v Sloveniji. Ki je povezana s klerikalizmom? Ki je povezana, župnik je ta, ki jo na nek način personificira in reče, kdor se ne bo pokoril tej ideji, bo smrti deležen. Celo direktno zagrozi v Hlapcih, kot antagonist. In tle sta dve različni stvari. Mislim, eno je odnos do takratne cerkve v Sloveniji kot institucije in njene povezanosti za celotno politično opcijo, ki je takrat zmagala na volitvah 1908. In drugo je Cankarjev dejansko boj, nenehno stremljenje iskanja svoje poti do odrešitve znotraj, zamisljivo znotraj nekih parametrov, ki jih je določilo krščanstvo. To sta dve različni stvari. In mislim, da pri Cankarju ste zelo, zelo soprstavljeni. Ker kritika institucije pa je tako močna in tako iz drobovja ven na nek način. Mislim, če kaj sovraži, pa je način, kako takrat katoliška cerkev tukaj v Sloveniji deluje. Se strinjam, ampak mislim, da se je na neki točki v njegovem življenju skratka, to razmerje gotovo velja za Cankarja pred letom, kjer je pisal Hlapce. In tudi v Hlapcih, mislim, da tam tudi v Hlapcih, najmočnejše v Hlapcih. Se to, Hlapci sami se meni zdijo zanimivi ravno kot tekst, ki
ki je drugačen na začetku, kot je na koncu. Tudi v okviru, recimo, če bi razbirali odnos do tega vprašanja. Ne? V smislu, lik župnika, ne, je nekaj, kar se preprosto spremeni. Na koncu je ta lik drugačen kot na začetku, nekaj drugega sporoča. Ne. Če se vrnem pač k temu pričevanju, ne, skratka, gotovo je Cankar sebe razumel kot religioznega človeka, ne. Po tej izkušnji sarajevski sebe razumel kot katoličana. Ne. On je imel neko izkušnjo v Sarajevu, pravzaprav bivanja, ne, z nekimi pač pripadniki katoliške cerkve izven konteksta nekih slovenskih pač sporov, ne, nekih zgodb tega okolja, ne, ki je bila očitno zanj prelomna, ne, duhovno prelomna in pravzaprav tam opisuje na koncu tega pisma Karlovega, ne, je prav, da je v bistvu zadnji večer, ko so bili skupaj, prosil, da bi nagovoril pač nadškofe in vse, ki so bili tam zbrani, in on se bal, da bo pač imel nek tam eksces, ne, ampak da v bistvu sem zahvalil, da je rekel, da so noro dobri ljudje in da je izjemno hvaležen. Ne. In zdaj, Gotov je Cankar bil en od najbolj zanimivih kritikov, ne, teh problematičnih dimenzij cerkve slovenske. Ne. Mislim pa, da je prepoznal neko izjemno pomembno mesto, ki ga je sama cerkev odigrala, ne, v njegovem duhovnem razvoju v tisti točki. Ne. In da je zaradi te izkušnje, ne, na to gledal skozi neko prizmo, ki je bistveno bolj kompleksna, kjer te stvari niso več črno-bele. Ne. In ta zaključek Hlapcev, po mojem mnenju, tudi skozi transformacijo lika župnika to odraža. Tole je nastavek polemike, ki je zelo zanimiv. Glede na to, da je pač po Cankarjevi smrti, ne, pravzaprav se ga noben ni želel nekako ali pa hotel prisvojiti, ne klerikalci, ne liberalci, in eni in drugi so imeli z njim probleme in mislim, da jih imamo ali imajo še danes. Kar je zelo fino. Pred tem pogovorom smo se na hodniku pogovarjali, kako danes, če se lotiš Cankarja, ugotoviš, da pravzaprav koliko let že nič ni napisano o Cankarju. Po mojem pol stoletja. Pol stoletja pravzaprav ni več nekih resnih študij, monografij o Cankarju. Še zlasti se z njim ne ukvarjajo slovenisti, nekaj malega primerjavci in potem mogoče še kakšen filozof. In potem dolgo časa nič, kar je zelo zanimivo in kar najbrž tudi kaj pove o zahtevnosti Cankarja in o njegovem kompleksnem odnosu do sveta. Zato pa me zdaj zanima, če imate vi kakšno vprašanje za moje 3 goste. Zdaj taka tišina, da bi lahko z nožem rezal. Pol pa tebe, prosim, Marjan, če še poveš kaj, ker smo ravno pri stripih. Ja. Mislim, nismo pri stripih, ker je bil vzrok za to pač izdaja Cankar v stripu. Odnos mogoče Hinko Smrekar, Cankar, to je bil še čas, ko je obstajala ilustracija, ko je obstajala risba v časnikih, skratka, dokler ni prišla fotografija in prevladala vse. Lahko kaj o tem še poveš? Ja, in tudi kaj hranite od tega? Ja, zdaj, prvo, kar je treba poudariti tukaj, da sta bila izredno dobra prijatelja. Ne? Seveda, to je tisto obdobje, kako bi rekel, najbolj tipične ljubljanske boheme, ne, ki se je dogajalo večinoma v hotelu Tivoli v Švicariji. Tam je bilo eno tako stalni sedež, tamtiš, teh ljudi, ki so potem seveda bandali po celi Ljubljani naprej, od skokov v Ljubljanco do ne vem česa vsega, ne, to so bile res zadeve, ki jih je zelo lepo popisal tudi Smrekar. Tukaj bi mogoče še enkrat povedal, da je en teh avtorjev, ki bi se zaslužil objavo Smrekar s svojimi podlistki in tako naprej. Ne, izjemno duhovit človek in seveda en izjemen dokument časa bi bil, če bi se nekdo spravil vse tiste njegove spise objaviti. No. Tudi seveda je en zelo lep oris tega Cankarjevega časa bil to. Seveda je bil njegov najljubši ilustrator, to je treba povedati. Ne?
Cankar ga je ves čas priporočal v svojemu založniku, da bi on te stvari naredil. Tukaj imamo v shranjenih tudi kopico, moram povedati, pri nas v našem oddelku ilustracij, osnutkov za različna Cankarjeva dela, ki jih je pač naredil Smrekar. Tako da z tega vidika je to. Tretji vidik še je pa tudi njuno prijateljstvo kasneje, doživela sta zelo podobno usodo. Recimo, če boste kdaj brali mogoče celo prvi slovenski strip, govorimo o prvi slovenski strikanici, ki je Martin Krpan, ki ga ilustrira tudi Smrekar, kot vemo. Prvi slovenski strip je pa verjetno ta Črnovojnik tudi. No, in tam noter zelo lepo aktualizira Smrekar tudi to medvojno epizodo z Cankarjem. Zelo lušten je ustrelil, kako jih je narisal Cankarja, pa še neke kompanjone tam v Judenburgu, kako zelo opiti nekako se po eni cesti malce vijugajo. No, tako. To je tista zdaj. Pač ja, ta veza je bila zelo, zelo močna. In je, kar sem res zaznamovala tudi Cankarjevo, kar se to knjižno izdajo. Okay. Mogoče zdaj kakšno vprašanje? Mogoče si sam navedel. Zanimivo je, da vseh teh pismih, ki sem jih prebral od Cankarja, moram reči, da sem zaenkrat kar vse pripravil na tudi razstavo, da je Smrekar edini, za katerega Cankar napiše, da ga je napumpal. Skratka, prosto je za denar Cankar vse, razen parih izbrank, v bistvu praktično vse, s katerim je bil v stiku. Za Smrekarja pa edini, za katerega napiše, da ga je Smrekar napumpal. Skratka, očitno je res posebna. No, z tega vidite, mene pa eno drugo stvar zanima. Cankar ima kar dober občutek za samo ironijo, oziroma tako, tudi koncev Smrekarjeve karikature in kako nad njimi bil navdušen, o tem pričajo. Če vaš ded v bistvu mu pisal, da se boji umetnikov zaradi njega, zaradi obljub, ki jih dajejo, je on sam nekaj let prej svoji prvi, oziroma edini ljubezni, edini ženski, za katero pravi, da je imel res rad, Ani Lušinovi, potem, ko ste bili že prijatelja, piše, da boj se literatov, ker ne znajo ljubiti, ker njihova ljubezen je samo svoje ljubezen imajo radi in v resnici vidite samo, da so to neko tragiko in ta ljubezenski patos kot nekaj, o čemer morajo kot umetniki pač pisati. A bi bil kaj, recimo, kar se tiče pa denarja, pa piše, ne vem komu, da se je kot en slovenski literat zaradi svojih materialnih razmer naredil en največji kredit, kar jih je kdorkoli imel. Do takrat, ne sveda. In da je zaradi tega padel tudi v en tak zelo nezavedljiv položaj, kar se tiče osebnosti, ker ga pač ljudje preprosto so preko te prizme gledali. Ali je bilo kaj drugače, to je zelo špekulativno vprašanje, ali ga, prej smo rekli, da ga niso ne ena, ne druga stran prav posebej obrajati, oziroma ga niso hoteli posvojiti. Ali je bilo to zaradi ideologije, če rečemo, oziroma načina, kako je podajal svoje stvari in pa katere stvari je podajal, ali je bilo to tudi zaradi tega, ker je imel pač kot en tak zelo nesprosten karakter, v resnici in na težke materialne razmere je padel v neko optiko, iz katere se tudi drugi niso mogli skopati. Če sem bil jasen. Skratka, ali je bilo njegovo pisanje tisto, zaradi katerega je meni posvojil, ali je bilo tudi to zaradi načina življenja, kar ti živel. To, da je preprosto vsakega, ki je srečal pumpo za denar in da je bil predvsem nekaj negativno zapisan. To bi bil lahko razlog, pa mislim, da ni do njegove smrti, po njegovi pa ne več. Mislim, da je to njegovo pisanje. Ja, ampak vendarle, tukaj me pred seboj imamo, jaz sem materialist, in seveda nič ne verjamem, če ni nekje zapisano. Tukaj imam pa zelo zanimivo pričevanje, pravzaprav tukaj imam kompletno anamnezo njegove smrti tudi te stvari hranimo pri nas. In tukaj recimo je pač ta zdravniški dokument zadnjih dni njegovega življenja, ki ga je zanimivo. Imamo dve različni pričevanji in dva različna dokumenta. Enega je ohranil Alojz Krajger, njegov prijatelj, drugega pa zanimivo, in to je bilo predvsem z tega psihoanalitičnega vidika enkrat dobro preučiti, je naredil pa Ivan Rubida, ki je bil prvi slovenski šolan psihiater in takrat predstojnik nevrološkega oddelka ljubljanske bolnišnice. In Rubida se je tudi shranil pač to anamnezo in zanimivo, potem se je še dopisal tukaj par zanimivih dodatkov, ki kažejo seveda, kakšno mnenje pravzaprav je imela pa ta druga stran o Cankarju, se pravi, ne ta intelektualna stran, literarna in tako naprej,
pa bom kar par stvari prebral, ker je zelo zanimivo. Se pravi, Krajgerju pravi, je šlo za to, ki je bil teda direktor bolnice, je šlo za to, da reši čast večkratnega tatu goljufa sleparja. Skratka, pravega vagabunda za vsako ceno. Tukaj govori o Cankarju, da smo si na jasnem. In potem zaključi s tem, da je govori, da je bil kronični alkoholik, in seveda schizoidni psihopat. Prav te zanimive strokovne izraze tukaj uporablja. Se pravi, to mnenje od Cankarju seveda nekaj zelo šlo prilogo, kaj s temu njegovemu renomeju, kasnejšemu, pač tega velikega pisatelja, jasno. Tudi če ga gledamo z drugega vidika, pač pri nas ohranjajo sta ta pisma, zdaj se intenzivno o pripravah na razstavo ukvarjamo tudi s tem, v bistvu, da svoje družine je bil grozen. To je bilo mogoče tudi enkrat dobro, seveda ta lik materja. Specialno do materja. Specialno do materja je bil grozen, ja. Ampak tudi do drugih, če beremo ta pisma, recimo njegovemu bratu, Karlu Cankarju, ki ga ves čas v vsakem pismu seveda samo denar. Prav, daj mi denar, kaj boš, Prav, če ga nimaš, sposodi si pa mi pošli. Brzo javno, vedno je to brzo javno. In potem čez 2 pismi Karlo ne reagira, jaz prav, kaj pa misliš? A si moraš misliti, v kakšni situaciji si, kako se moram jaz pred tabo tukaj ponižvati in te prositi, koga je pa seveda sestra Karolina enkrat prosila za denar, tudi to pismo hranimo tukaj, je pa seveda popolnoma obrnjena plošča, ko pravi, ti boš mene, kako si upaš ti mene sploh prosi za denar, imam 3000 kron dolga, in te stvari se pravi, res ta neverjetno zanimiva situacija družinska je bila. Tudi enkrat prav v pismu Karlu Cankarju prav, pogosto mislim na vas, prav, a težko mi je pri duši. Nezadovoljen sem s tem. Neverjetno, mislim, z tega vidika se Cankar seveda kaže, kot ena izrazito neprijetna oseba, res, ki je, mislim, če ga v tem, kaj s tem, kot en karakter slovenski, ki temelji mogoče na eni taki, kaj s tem, psihologija, katolištva, rečemo seveda, se kaže kot ena izrazito neprijetna oseba. Se mi zdi, da pač Cankar je bil ekscesna oseba. Ekscesna oseba najprej po vseh teh... Schizoidno, kaj že? Schizoidni psihopat, težavn, da svojih prijateljev, fehtajoč denar, brez kakršnekoli lastnine umrl, vagabond, brez pravega doma ali karkoli. To na eni strani, na drugi strani, slišali smo prej, za časa svojega življenja mit. Ljudje so prihajali na Rožnik, se poklanjati, na punce je naredila samomor, ker je hotela delati samomor. Se ustrelila z revolverjem, ker je hotel Cankar pogledati. Skratka, oboje šlo skupaj, mislim, na nek način pač socialni psihopat in na drugi strani že za svojega življenja absolutno mitični pisatelj. Ampak tisto, kar se mi zanimivo, tisto, po čemer je Cankar eksces, ni na eno, na drugo. Če je bila takrat slovenska srednja razdeljena na liberalce in klerikalce in je to določena paradigma, ki nam v nekih preoblekah začuda vlada še danes, kot slab remake slabega filma. Nekoč je se to zajedlo v slovenske duše, pa ne moremo iz tega ven. Se mi zdi, da je tisto, po čem je Cankar res eksces, je, da dejansko ni nikoli pristal na ta okvir. Na okvir razmišljanja, ker sta 2 pola, liberalci in klerikalci, in zdaj moramo znotraj tega se opredeljevati razmišljati. In to, kar hoče ves čas, to, kar je hotel najprej v svojem političnem delovanju, ker je pač kandidiral v socialdemokratsko stranko, ravno zato, da bi stopil ven iz te bipolarnosti in našel neko drugo, tretjo pot, nekje ven iz tega. In to, kar hoče v svojem literarnem prizadevanju, ki je kaj? Mislim, prej sem govoril o tej fatalni enačbi oblast, pokorščina za kruh. Kot obstoji ena sama beseda, poslednja, ki je na eni strani oblast in na drugi strani je kruh, ampak te 2 govorici sta popolnoma kompatibilni. Gre za to, da zamenjamo pokorščino za kruh in znotraj tega se žalostno gibljamo. Ampak tisto, kar hoče Cankar, je ravno
kako stopiti ven iz tega, da bi videli kot temeljno dilemo oblasti pokorščine za kruh. In ko Jerman stopi pred ljudi in ko začne svoj govor, pravi tole: kakor ste se učili od Boga vse, kar je na svetu, le neumnost ne. Kar storimo zoper neumnost, je storjeno po njegovi volji, ki je vsega veden in ki je pamet na svet poslal. Spravi, kaj stori Jerman? Naredi zelo preprost retorični trik, ki kaže Cankarjevo pozicijo. Namesto dileme pokorščina kruh, postavi os pamet neumnost. Ne? Določen delež neumnosti je, naše lastne nespameti, da pristanemo na dilemo pokorščina kruh kot okvir, znotraj katerega razmišljamo o oblasti. Ne? Ven je treba je znati drugo besedo. Če je ena poslednja beseda kruh, druga poslednja beseda oblast, treba je ravno znati tretjo besedo. Neko besedo, ki bo ta fatalni krog uspela razklenti, ki bo stopila lahko izven tega. In tukaj je Cankar na določen način inspirativen in neumestljiv. Mislim, neumestljiv, če ga hočemo v to staro in še vedno ponavljajočo se paradigmo, žalostno paradigmo slovenstva postaviti. No, samo on je izstopil v bistvu iz te paradigme. Sprav, njegovo dejanje ni bilo akcija, ampak je bil en socialni skoreninjenec, outsider v bistvu. S svojim zgledom seveda tega ni pričal. Znotraj takratnega socialnega okolja je v bistvu izstopil iz tega kot outsider. Ja. Ekscesen outsider, tako v eni in drugi smeri, kot zelo problematičen socialni subjekt in kot mit. Ampak na nek način tudi pri transformaciji Hvastije, v tem tekstu, bi lahko rekel, da se pa še enkrat spreminja paradigma, kjer pa pravzaprav prepozna Jerman neko dobroto, ki skratka ponovno lahko dober človek in slab človek se nahajata na zelo različnih koncih teh paradigem, je pa to tisto, kar ključno opredeljuje človeka. In to je gotovo skratka ponovno v zadnji fazi Hlapcev, še neka dodatna paradigma, ki jo Jerman doda. Še vedno noben. Ja, ne reče dokaj iz publike, no se jaz še kaj. Izvolite. Kakšno je vaše stališče do te teze, ki sem nekako zločitla s temi razlagami, kaj je bil Cankar socialdemokrat, bil socialist, bil komunist, bil katoliški cerkev, takoli. Kakšno je vaše stališče do te mogoče v konkretni teži, da je bil on v bistvu inauguriran kot v bistvu režimski avtor oziroma kot družbeno prepoznan največji pisatelj v prejšnjem sistemu, ker so bile njegove ideje kompatibilne z socializmom, ki mogoče sploh niso bile njegove, kot zdaj vidimo, ampak so mu bile pripisane. Mislim, je to razlog, verjetno zaradi česar se 50 let o njem sploh ni razpravljalo, ker je bilo že vse zagotovljeno, zabetonirano. Cankar je bil inauguriran kot klasik, ne v času socializma, ampak v času med obema svetovnima vojnama in tisti človek je največ storil za njegovo intronizacijo, če ne tako rečem, bil Izidor Cankar. To se je začelo veliko prej. Mislim, ni tako, da bi socializem nenadoma umetno nekega svojega heroja ustvaril. V letu 45. Ne. V socializmu pa nastane projekt zbranih del Ivana Cankarja, ki pa najbrž še danes velja za enega največjih dosežkov literarne zgodovine in založništva v tem obsegu. To pa gotovo. Ja, ker ni avtorja, to je treba povedati, ki bi bil tako raziskan v detajle, kot je bil ravno Ivan Cankar. Ampak je pa značilno to. Ta projekt zbranih del se začne za Cankarja pravzaprav dosti pozno. Prva zadeva, ki je šla v zbranih delih že takoj po letu 45, da je 46 začel odsvirek z zbranim delom Srečka Kosovira. Cankar nastop ustrezno kasneje.
Mogoče tudi zato, ker se morala izobraziti ena generacija literarnih zgodovinarjev, ki to lahko, mislim, da jih je 5-6 jih je to delalo, skupaj, mislim, poleg od Cverka. Ne. Ja, predvsem Pirjevca, ki je takrat začel sistematično s temi zunanjimi vplivi, ki je hodil na Dunaj v Pariz, preučevati pač te jugendstil in te zadeve. Moravc skozi. Tako, Moravc skozi. Ne, mislim, to, kar je res zaskrbljujoče, da je to je res bil mega projekt, ki je izjemen dosežek. Ne? In kako to, da po tej generaciji, Pirjevca, Janka Kosa, Bernika, recimo, tej generaciji dejansko nimamo enega naslednjega človeka, ki bi napisal kakšno relevantno delo od Cankarja, kako da ni nekih množic novih raziskovalcev, ki bi se tega lotili. Jaz sem moral napisati to pač spremno besedo v stripu in sem šel v knjižnico in pogledal, kaj se je o tem napisalo od mojih študentskih let, ker zadnja stvar, ki sem prebral, je bil Pirjevec, Hlapci, heroji, ljudje, pa vidim, da se ni nič takega napisalo, kar bi bilo zares vredno spomina. Pa imamo še vedno Pirjevčevo knjigo, ki iz leta 68, notabene, Hlapci, heroji, ljudje, kot najbolj ambiciozno interpretacijo Hlapcev poslej. Pa bi si človek želel, da bi jih bilo nemara 10 različnih, takšnih, drugačnih, pa jih nekako ni. Mislim, da zadnji tak monumentalni projekt, glede Cankarja, je bil ta Cankarjev album, ki ga je Dobrovoljc naredil, ki je bil kakšen kupendija vsega tega, kar je bil dodaj znanga. Ki bi zdaj potreboval nadaljevanje, ampak ni nobenega zanimanja. Jaz sem malo v parih založbah sprašvala, če bi kdo to ponatisnil in dal narediti to, ampak ni bilo zanimanja. Ja, me zanima, kaj bo v Cankarjevi založbi zdaj šlo kot ta... Išel bo album Manda z mlajšimi pisci o Cankarju, tako da mladen bomo videli. Upajmo, jaz sem zelo vesel, če bodo. Na tej točki končamo. Hvala za obisk, hvala gostom.